To je v bistvu največja neznanka tega strankarskega ali pa političnega dogajanja ta hip. Kaj se bo dogajalo na desnici? Malo se pozablja ob tem hrupu v zvezi z vlado in tudi hrupu, ki ga ustvarja sama vlada s temi svojimi včasih res nesmiselnimi napovedmi, se pozablja, da v bistvu je desnica doživela boleč poraz. In tam je tudi zelo veliko nezadovoljnih ljudi, ki so pomembni v tem političnem polu, ki zahtevajo tudi spremembe. Zato je to ključno, kaj se bo zgodilo. Ali bo dejansko nastala neka nova stranka, ki ne bo samo podaljšek SDS-a, se pravi satelit SDS-a, ki bi znova pomagal Janezu Janši na oblast, ampak bo to neka nova alternativa. To je zelo pomembno vprašanje. Ta hip kaže bolj na to, da v bistvu Anže Logar ne počne ničesar brez vednosti ali pa odobritve Janeza Janše. Je pa to vprašanje treba povezati tudi z dogajanjem v Novi Sloveniji, nekaj pa tudi odprla kar hudo fronto z SDS. Mislim, to, kar je zdaj novo, je to, da imamo bipolariziran oziroma polariziran politični podij. Zdaj imamo dve stranki, tega v bistvu še nikoli zdaj nismo videli na tak način. Dve stranki imamo, ki imata izrazito močno podporo, na eni strani je SDS, na drugi strani je še vedno Golobova stranka. To opozarjam, še vedno zato, ker imajo zaloga glasov bila res visoka. Potem pa dolgo časa nič, potem pa pride SD, Levica, NSI, pa morda še kakšna manjša stranka. To je zdaj neka struktura, ki se vzpostavlja na zadnjih volitvah in zanimivo vztraja. Edina sprememba, ki se je tu zgodila, je ta, da je nekoliko padla podpora Gibanju Svoboda, ampak gledano z daljše časovne perspektive, ta padec spet ni tako strašen. Dogajanje na desnici zmeraj zaznamuje Janez Janša. Mislim, kakorkoli analiziramo, se postavljamo in vse oči so uprte vanj. Kdaj se bo umaknil, ali namerava se vrniti na oblast, glede na to, da je SDS stranka, ki ima najbolj zvesto volilno bazo, na drugi strani pa največjo odbojnost na drugi strani. In NSI je pač presodila, NSI je mlada stranka, v njej so mladi politiki, ki računajo na to, da bodo politiki še dolgo in jih tudi zanima, ali bodo še ministri, ali bodo pač sestavljali zmagovito koalicijo. In oni so očitno resnično presodili, da je v bistvu čas, da se tam zgodijo spremembe. Spremembe pa take, da v bistvu pridejo morda bolj zmerni politiki in da v bistvu se predvsem Janez Janša umakne. In ta spor je zelo realen, to ni navidezen spor. Dejstvo je, da če bi Janez Janša prevzel vlado, bi Nova Slovenija seveda tako vstopila v vlado, ampak to ni realno ta hip. Tako da mislim, da je dogajanje na desnici ta hip veliko bolj zanimivo kot dogajanje celo v Gibanju Svoboda.